Ljubitelice in ljubitelji nogometa, dobrodošli na Planetu 2, kjer zaključujemo zgodbo 33. kroga Prve lige Telekom Slovenije. Na Bonifiko pa je pripotovalo moštvo Aluminija, ki na tej zelenici še nikoli niso uspeli zmagati. Brez zmage, 2 remija in 2 poraza. Še posebej jih je zabolel poraz v Stožicah proti Olimpiji, ko so izgubili 6-2. Zdaj pa nevarno in Aluminij do gola! Vodi Aluminij na Bonifiki, Tilen Pečnik pa je postregel z golom v 7. minuti. Sedmica v 7. minuti trese mrežo Kopra in Tilen Pečnik do drugega prvenstvenega gola. Tako mu je prišel čestitati hitro. Seveda pričakuje, da se zbudijo nekateri njegovi glavni akteri. No, zdaj pa tam Krefl s predložkom, padejo tam njima Vargič, nevarno je in tam se trese zunanji del mreže. Na pravo mesto tole, zdaj nevarno, Krefl je padal in tole bo 11-metrovka. 11-metrovka za Aluminij, no zanimivo. Aljaž Krefl zdaj ima novo priložnost, tokrat je bilo to bolj delikatno, bolj napeto. Vargič je šel v pravo smer. 24. minuta tekme, vodstvo Aluminija z 0-2. Na domači zelenici proti sežanskemu Taboru z 1-0. Torej kriza, kar se tiče. No, zdaj pa priložnost za znižanje, še vedno akcija traja in na koncu ni gola. No, pa smo videli tudi na zadnjih tekmah kar precej nogometašev, ki so seveda izpuščali na to naslednje tekme. Zdaj nevarno, Spinelli brani Janžekovič. Ja, Mihajl Kajmakov v tej sezoni pri Olimpiji je zbral 5 podaj, v dresu Kopra še brez asistence, strel proti Prečka se je zatresla. 3 rumene kartone je danes pokazal zaenkrat glavni sodnik Dragoslav Perič, porumenel je Dodlek, kot tudi Mišič, rumeni karton. Zdaj pa obramba tam Janžekoviča. Po remiju v Stožicah in zmagi proti Gorici danes se jim nasmihajo res zlata vredne 3 točke v boju za obstanek. Strel proti vratom in še gol v sodnikovem podaljšku. Tonči Mujan. Ob vseh seveda težavah v tej sezoni, ob številnih odsotnosti, ko ga ni bilo na voljo v kadru, pa je zdaj, takoj ko je praktično vstopil na zelenico, premagal vratarja Vargiča. Allora, una partita, 2 partite in una, 2 tekme, prva počas in un modo, drugi počas in un altro. Sono incazzato perché abbiamo fatto tutto noi, abbiamo regalato 2 reti, abbiamo fatto un secondo tempo importante, però qualcuno nello spogliatoio deve capire che se vuole giocare per il Koper non può dare queste prestazioni. Ja, seveda, najlepša hvala. Ja, odigrali smo res eno, bom rekel, popolno tekmo, razen 2 situacij domačinov nismo praktično pustili nič na igrišču. Fantje so prikazali v tej 3. tekmi, v tej triologiji tedenski. Veliko želje, veliko energije je bilo in vse to nas je na koncu nagradilo. Še enkrat bi rad pohvalil fante res za fantastičen pristop, za trezno glavo, za pravilne odločitve in pa seveda za zelo lepe zadetke, ki smo jih dosegli in zelo pomembne 3 točke za nas.